Evo, z mano je Miha Čelar, režiser nadaljevanke. Ko-režiser, zakaj pa to? Ker je Vojko Anzelc glavni režiser nadaljevanke, mogoče se kar usede Vojko. Živijo Vojko. A ne, tako da, ja, tako je to. Kako to izgleda biti v tandemu delati to? Ja, mi z Vojko to počnejo že nekje tam od konca srednje šole, a ne? Zdaj že koliko? 15 let, 20. Ja, no. Tukaj ste že stari, ali kaj? Ja, smo stari, že na 40 pa učem. 40 bo, ja, malo. Ojojojoj. In odkot ideja, kje ste našli Korošca? Ne, za tandem bi jaz sam to rekel, ne, da No prav. nekako je teža padla na najo, kar se tiče samega projekta, da izpilimo idejo, da jo orang do konca pripeljemo in sva to oba noter na enak način, mogoče celo Miha še bolj, ne, ker je res, bi rekel, vse dal od sebe, tako da ni problem v tandemu režirati, ker oba čist dobro poznava, mislim, zelo dobro isto. Se strinjava okoli stvari, a ne, tako da ni sploh kaj en. Tako bi mogli delati vsi tandemi, ne? Tako. Ja. No, zdaj pa ono vprašanje, odkot ideja? inspiracija teh likov za like? Generacijsko, a ne. Se pravi, pač pogledaš okrog, vidiš, kako se ljudje borijo, da bi nekako ustvarjali veze, da bi veze ohranili, da bi veze preživele, da bi jih nadgradili, a ne. Pa pogledaš malo okoli po raznih edicijah, a ne, televizijskih, pa vidiš, da je tudi svet diha s tem trendom, ne. Tako da smo rekli, ja, čas je, da tudi pri nas, a ne, bom rekel, se poskusimo. Zdaj pa pri nas je sicer dost komedij, ne, takole, pa taki nadaljevank vsako leto pride kakšno ven. A se vama zdi, da jih je veliko tudi dobrih? Ja, verjetno, kakor za koga, ne. Mislim, da so to dobre in kakšne zgrešijo, kakšne grejo naprej. Jaz mislim, da je predvsem, kar se naše tiče, prvič, to se je začutilo že na sami audiciji, ko so mladi igralci prihajali pa malo pogledali tisto osnovno idejo, ful so si želeli igrati le noter, ker je prvič, da je med mladimi, drugače so družine, televizije, radio, ne vem, neki ene skupine ljudi, ki so vse generacije, kar verjetno toče na to, da bi vsi gledali, ne. Ampak v končni fazi neki tazga, kot so Friendsi, Seks v mestu, Coupling, ki so sami mladi med sabo, neka ta energija, ki je bolj svobodna vse, ki med njimi žari, kar hočejo. Ne? In to se mi zdi, da je pa, rečemo, res nekaj novega zdaj pri nas, da še ni bilo take free, svobodne serije. Imate že prve odzive kakšnih gledalcev, v njih ta prvih? Ja, kaj pa vem, ne, se pokažeš enemu krogu, tako se nam zdi, ne. Ponavadi tistih prvih nekaj nadaljevanj traja, ne, da se te nekako, bom rekel, odnosi vzpostavijo, da se liki nekako med sabo povežejo, da čutiš, ne, da v bistvu si res nekaj dajejo, ne, več kot z besedam. Tlelo pa tako, da smo nekako like, bi rekel, zelo natančno definirali pa ustvarjali prej in smo pol poiskali igralce, ki lahko to odigrajo pač na igralskem nivoju, ne, se pravi s svojimi sposobnostmi, ne. Malo so pa tudi mogoče osebnostno taki, a ne, tako da smo celo like nekaj popravljali pa spreminjali, no, bolj smo se definitivno odločili, da bo igral. Ampak Nina Vsener ni igralka. No, sej... Ker niste najbrž zaradi česa drugega. Ja, najprej smo hoteli, da bi bil njen lik Niki, a ne, pa je rekla, no pa ne bo vse Viki, a ne. Tako da, ja. Ampak se je dobro odrezala kot igralka? Ja. Odlično. Zelo dobro. Kaj pa Igor? Igor je bilo moje odkritje projekta, ne. Jaz sem rekel Igorju, da je človek, ki je rojen za komedijo, ali včeraj smo imeli to debato, ne. V Špici ste lahko videli so njihove mladostne slike. Igor nam tako vsake toliko pove, kva se mu je v življenju dogajalo in pri njemu je od fotografij, na katerih je mejhan, do njegovih prigod in peripetij življenjskih do načina, kako igra, kako pade v lik, vse ena sama komedija, ne. Tako da jaz mislim, da ga bodo ljudje kar vzeli za svojega, ne, da je eno tako odkritje projekta. Skratka, bomo videli, ne, kako se bo nadaljevanka prijela med Slovenci. Želim vam veliko uspehov, pa bomo videli, ne. Bomo videli. Kdaj se začne? 7. oktober, ja. 7. oktober. Mogoče je to zanimivo, ker je 3-krat na teden, ker do zdaj še nič ni bilo 3-krat na teden, kar je bilo v Sloveniji narejeno. To pomeni, da bomo čist prikovani pred TV sprejemom. Pa tudi zvečer, pravzaprav, koliko 9:45.
Smo že povedali danes dvakrat. Če bo uspeh, bo prej, če bomo pa pogoreli, bomo pa tudi prej. No prav, bomo videli. Hvala. Hvala lepa.